Jaz sem vedno zelo brutalno iskreno komentiral, ne. Res nisem delal tega samo zaradi tega, da bi bil zanimiv na televiziji. Bilo prav, da bi tudi jaz kdaj tako kritiko dobil. In ne volčiš. No, jaz sem hotel biti najboljši. Hotel sem imeti najboljšo restauracijo. Pa zdaj ne vem, nisem toliko dober, ampak nič narobe s tem. Pa kaj pomeni biti dober kuhar, ne? Verjetno na začetku si ti gledal, da je dober kuhar unka, vsi hoče tam jesti, ne? Zmeraj dobiš nazaj eno klofuto. Večkrat moramo pač se prepustiti, pa reči, vse to je kul. Hrana je ful velik prevodnik čustev. Jaz dajem energijo tebi, ko te pripravljam za jesti. Rad kuham, rad ustvarjam, rad to delam. Kaj sploh penzija je, ne? Točno to, ja. Ful rad bi se malo umiril. Glih zato smo tudi spremembo v lifeu naredili, ne? Daj mi malo o tem povej. Glih takrat, ko se nam pač vsem zaprli vrata lokalov, ne? Fakt se pa ne moramo delati. Kaj bomo? Prej greš gledati to epizodo, 77% ljudi, ki to gleda, ni naročenih na naš kanal. Meni pa moji ekipi ogromno pomeni, da nas na ta način podprete. Tako da bi ti rekel, da si vzem sekundo, dve, pa to naredi. Za tiste, ki že subscribate, delite to epizodo, govorite o nas toliko lepe stvari, pa hvala lepa. Zaradi vas ta projekt dobiva še večji zagon. Tako da uživi v pogledu. Sva bila kreativna za najino skupno prihodnost. Pol pa kar naenkrat televizija, pa ne vem, ta serija je takrat, ona serija je takrat, da takrat mora to pa to poštimati, da bo lahko gledala to serijo, pa ono serijo, ne. Pa sem rekla, fakt ne, to pa ni okej zdaj. To pa ni okej, zdaj mora pa mi s televizijo nekaj narediti. Devaj v spalnico. A ne? Veš, kje je bila pol dnevna soba, pa kje se je vse dogajalo? Vse v spalnici skozi. Pa so rekli, to pa je šlo predaleč. Gremo ven s televizijo in sva rekla, zdaj zavestno, konc s tem. In je top. In otroka oba sta zrasla brez televizije. Ja, se daš na tablici, ko sta bila majhna tistega Nodija, pa ono risanko, pa tretje, sam pol ti ugasneš, pa čau, daš tablico v predal, ne? Ja. Hitro te not potegne. Se to je. Life je prekratek, da bi sedel pred televizijo pa poslušal neumnosti, a ni tako. Kdaj ste ugotovili? Ja, par let šele po tem, ko ni bilo televizije. Na kakšen način se ti je pa zboljšal life? Kaj se je interakcija tudi z ženo, karkoli? Mislim, 100%. Se mi, da s Katarino sva se tako spoznala, brez televizije, brez vsega in nama je bilo to normalno, ne? Sam videla sva pa, da je sprememba med nama drugačna, ko je prišlo nekaj vmes, ne? En velik ekran, pa ene vsebine, ki niso bile niti pomembne, ne? Tudi ne slišiš, ne vidiš se toliko, skozi imaš nekaj, kar lahko pobegneš. Vse to je sam beg, sam pičiš. Kje sta se spoznala s tvojo ženo? V Parizu. V Parizu? Ja. A ti si tam delal kaj kot? Jaz sem šel študirati v Pariz, ne, na kuharsko šolo, Le Cordon Bleu. In itak sem rekel, zdaj pa grem jaz se učiti samo kulinarika in samo to je moj fokus, ker jaz sem imel vedno težave, jaz sem se vedno ful hitro zaljubil in me je pol to odpeljala, ne. Sem rekel, zdaj pa ne, ni šans, zdaj grem pa jaz študirati, ne. Pismo valjda, šola je bila draga. A ne, to je bilo koliko, 22,000 evrov šola, 9 mesecev, plus življenje, 30 evrov sem moral flikant za to, da sem lahko sploh bil v Parizu in bil na tej šoli. Koliko si bil star, sorry? Drugač dosti pozno, 27 let. Aha, okej. Ja. Okay. In sem rekel, ne, to je to, sam šola, kje? 25. marca sem prišel v Pariz, 25. maja sem se že preselil v Katarini. Mesto zaljubljencev. Ja, je. Ampak top. Ja, kaj ti je bilo všeč na njej? Tako iz štarta. Pismo vse. Prav tako res vse. Prav ena taka pojava, njena energija, ker res predstavljali se, odprla so se ena vrata in zadaj svetloba in samo tista silhueta, ene bajba, ki smo jo vsi čakali, pa kdaj pride Katarina, pa ne že pride Katarina, kdo je ta Katarina, rad bi jo spoznal, veš. In res ona pride, vrata se odprejo, tista svetloba od zadaj, sam silhueta njena. Tako jaz gledam, to je to, aha, to je ona, okej. Pa samo ona majica njena. Jena
una rdeča zvezda, SFRJ, prav tako Jugoslavija, sem rekel, ta beba pa ima jajca, veš. Sem rekel, da best. No in tako me je začela zanimati. Ja. Ker ni bila ona stereotip, tipična punca. Ja, tako. Čak, sem Slovenka, ne? Ja, valjda. Ja. Kaj pa je Ja. ona tam delala? Ona je šla pa tudi v bistvu kot nek Erasmus, pa tako, hotela Aha. si pa v bistvu francoščino naučiti. A ne, ker je rekla, v Sloveniji se ne bo naučila, a ne. In je šla v Pariz in tam se učila francoščino. Pa so se tako našla, ja. Ej, V Sloveniji se ne bi nikoli midva najdla. A veš, jaz sem hodil na Metelkovo, pa Ortobar, pa Hound Dog, ki je bil še včasih, ne. Ona pa, ne vem, če je kam hodila sploh. A veš, Dej, ki smo lih kepelo zdaj, v ta, ki si rekel, da si hodil v Ortobar, Metelkova. Dej me pel malo na začetek svoje poti, tako ti zber, kam, odraščanje, puberteta, karkoli, pa mi kakšno sočnost tisem. moja puberteta je bila tako res zajebana. In glih zdaj, ko imam otroke, ki so v puberteti, sam rečem, vsa čast mojim staršem, da so to sfurali, ne. Pa ne vem, pa zdaj, ko jo vprašam, kako je bilo, pa se je šlo. A ne, pa se valjda gre, se to gre. Vsak otrok čez in vsak starš gre čez to puberteto. Jaz sem se ful slabo učil v osnovni šoli. Ajde, tja do 6. razreda, do 7. razreda mi še nekako šlo z enimi takimi trojkicami pa to. Pol so me pa starši dali na eno drugo šolo, v Stražišče pri Kranju. In to je bil pa zame ful velik šok. Meni se je pa glih takrat začelo dogajati, veš, jaz sem bil pa skozi mal babyface, pa to, pa une frizurce so bile še Levčeka, veš, Beverly Hills, ne, Brandon. In sem punce začel zanimati, ker sem bil mal eksotika na šoli, mal drugačen, ne, nov sem bil predvsem. In valjda mene pa to tudi dogajalo in kakšna šola, pozabiti te, nič, gotovo, vse. V 7. razredu, na polovici šolskega leta, vse predmete šus. Vse. Ampak tako, sploh nič niti doma povedal, niti nič, veš, tako. In res je bila kriza takrat in ne bom nikoli pozabil. To mislim, da je bilo glih takrat, ko je bil prav z glasbo, jaz malo povezujem, glih takrat, ko je Freddie Mercury umrl, če se ne motim, je bilo to... 91. Ja, pa sej, Ja, na moj rojsten dan. resno, to Meni res se zdi, ja, 25.11. Ali pa je bil glih koncert, ta tribut, ko so prišli vsi te Moskontarji njemu v slovo pet. Nekaj je bilo... Po moje prej to. Ja, tribut je bil, glih je nek full hud koncert, no, Ja. in to je bilo to obdobje, Ja. moje pubertete, ne. Ja, in sem komaj v bistvu spela v osnovno šolo, tako zares komaj. In itak, ne, jaz pravim, jaz imam ful veliko srečo v življenju, da sem se slabo učil, ne, da sem lahko šel za kuharja, ker, ne vem, ne predstavljam si, če bi bil ful odličnjak, pa nek ful tako kazal na ven neke dobre ocene in če bi šel sploh za kuharja. Ja, sigurno, če bi šel kasneje, ne. Če bi šel kasneje, verjetno to, ja. Verjetno to. Kdaj pa te je začela, te je že tam, ko si bil v osnovni šoli, puberteta kulinarika zanimala kaj? A si kaj kuhal, eksperimentiral? Ja, veš, to danes mulci počnejo, ne. Ja. To danes, pa že kuhajo, toliko mladi pa majhni. Jaz nisem nikoli kuhal. Jaz sem samo vedel, da bom kuhar. Kako? Nimam pojma. Res nimam pojma. Te bom drugače vprašal, na kakšen način si dojemal to, da si že vedel? To zgodbo sem že večkrat povedal, ampak taka je bila, ne. V 1. razredu, to je bilo še v 80-ih, ne, ko so prišli knjige prodajati, direktor razred. 1. razred osnovne šole, prišel en gospod noter, narjav rekel, s kravata, brke, očala, veš, taki so vsi so bili isti. In prinesel knjige, pač nekam Medvedek, Piki Jakob, pa otroci kuhajo in pečajo, neki tacga naslov knjige.
In valjda mi smo knjige si pobrali, tisto, ki je koga zanimalo in smo nesli domov pokazati, pa če nam je bilo ok, smo naslednji dan prinesli denar in plačali knjigo in obdržali, ne. In jaz sem zagrabil to knjigo. To knjigo sem jaz hotel imeti doma, nisem vedel, zakaj, niti nič. Pač vzel sem jo. Še zdaj jo imam doma, še zdaj jo ful rad pokažem gostom mojim, ko pridejo. Rad povem to zgodbo. Pa vsak me vpraša, zakaj, kako. Ne vem. In jaz nisem nikoli kuhal. Pri 9 letih sem se začel za maškare oblačiti v kuharja. Meni je bilo to kul. Res je, moja mama je ful dobro kuhala, ne. Še zdaj dobro kuha. Samo je bilo tako. Nikoli pa ni hotela, da sem jaz zraven v kuhinji. Veš, ne, pojdi ven iz kuhinje, pa prehladil boš potico, pa prehladil boš šuno, veš, tam mi testo vzhaja, pa pojdi ven, kam mi boš packal, a ne. In pol pismo, kaj se dogaja tam v kuhinji noter? Da jaz ne smem tja prijeti, jaz sem bil pa zmeraj ful radoveden, ne. Lahko da me je to pritegnilo. Kaj v kuhinji se hudiča dogaja, da jaz ne smem iti zraven? Ziher mora biti nekaj ful hudo dobrega, ne. Dobro je, da to za nazaj opaziš, da si že takrat v bistvu si nekako ustvaril to, kar si zdaj, oziroma si vedel, da boš to postal nekako, ne. Ja. A zdaj, če bi te zdaj čistko preprosto vprašal, kako se počutiš s tem, kar si zdaj, s tem, kar si ustvaril, kako se počutiš, čisto preprosto? Iskreno sem ful ponosen sam nase, sploh zaradi tega, ker zdaj velikrat kakšne intervjuje delam, ali počasih tudi grem predavati, pa povem svojo življenjsko zgodbo, ne. In ko jaz govorim svojo življenjsko zgodbo, si včasih rečem, fuck, a to vse, ne? A to vse sem dal skozi v lifeu? Ker ko živiš, gledaš samo naprej, nikoli pa za nazaj ne pogledaš, kaj sem pa zares naredil. Jaz sem ful ponosen na to, da sem, ne vem, da sem to, kar sem, ne bi zamenjal svoje preteklosti za nič na svetu. Kar se je zgodilo, verjetno tudi kakšna neumnost, ampak je že okej s tem. V redu sem, ful v redu. Včasih sem sicer malo jezen na nekoga tam zgoraj, ki mi je dal ta poklic kot poslanstvo, ker absolutno ni enostaven, ne. Ful je odrekanja, ful se žrtvuješ, tako napolno za druge delaš, samo drugim daješ. Sej dobiš to nazaj, a ne, ti nekaj ustvariš, gost ti vrne z neko povratno energijo. Ampak včasih pa ne, a ne, včasih pa ne dobiš tega nazaj in si rečeš, pismo, jaz res dajem tule napolno vse, kar znam, tisti trenutek, ko imam jaz goste, so samo oni moj life v tistem trenutku. Kaj pa se ti zdi pomembno, da tudi, ko do tega pride, a ne? Da ne dobiš tega? Kaj si ti delal dobro, da si pač sfuril? Kaj bi rekel? Ne vem, ali pa se ne znam še sam toliko zregulirati, da rečem, lej, nič narobe, a ne? Eni ti dajo, eni ti dajo nazaj, drugi ti samo vzamejo, ampak dej počakaj konec meseca, ko bo inventura, pa bo vse okej, a ne? V tem smislu. Saj po moje, da te jebajo v glavo tukaj sam pričakovanje, da bi ti mogli dati, ne? To me ubije. Ja. To me ubije, ful. Glih pričakovanja gostov in jaz to, ker vem, da sem tudi jaz sam do sebe ful zajeban, pričakujem več od sebe, kakor sem sploh sposoben dati, ker si želim še več. In pol pa še od gostov dobiš kdaj, veš, kakšno tako, ti veš, včeraj smo bili pa tam, a ne? Me prav zanima, kaj mi ti lahko več daš, kot je bilo tam. Kako? Kako mi lahko to rečeš? K meni si prišel. Verjetno bo fejst drugače, kot si jedel včeraj tam, ne? Ampak zdaj, a se gremo, a bo boljš ali bo slabš? Meni je vseeno. Sam
ne me spravljati v ta položaj, ne, enega pritiska. Sama ni zanimivo, da lih pritisk verjetno te je ustvaril, tazga, ki si. Tok dobrega. Kad nekaj je, da bi bil ti zdaj klep povprečen, a ne, pa daleč od tega, a ne. To vsi vemo, pač, mislim, kad te spremljamo oziroma poznamo. Ja, sam bi ful rad bi se mal umiril. Glih zato smo tudi spremembo v lifeu naredili, ne. Ja, daj mi malo o tem povej. Kva zdaj delaš sploh? Koronska odločitev je bila, Uh-huh. glih takrat, ko se nam pač vsem zaprli vrata lokalov, ne. Fakt, zdaj pa ne moramo delati, kaj bomo, a ne, valjda, na kupčkan imaš neki pršpara, ne. Veš, da je najemnina v centru Ljubljane se ne bo kar izbrisala, ne, da je to treba plačati. Sem rekel, ne, tukaj jaz zaključam zgodbo. Ker sem vedel, čutil sem, da ne bo to v 14 dneh samo, malo bomo vsak malo doma, pa bo tole šlo mim, ne. Je trajalo ful dolg časa in tudi posledice so, ne. Jaz lahko rečem, da je obdobje korone bil moj game changer, ker takrat smo bili prvič doma, a ne, tako res vsi, brez ciljev, kaj bomo, kam gremo, kamor ne gremo, doma smo, a ne, to je to. In je bil ful dober moment, ne vem, enega obdobja, ko smo bili res kar doma. Sej, ene familije so se spičile na polno, mi smo se recimo bolj povezali, razmišljali smo o tem, kaj bomo v lifeu, a si sploh želimo še tega lifea, kot je bil prej. A si želimo iti nazaj v tisto kolesje? Ja, ne. Ok, kaj pa bomo? Pismo, ne vem, vse gor na Goričke imamo eno parcelo, staro hiško, ki smo jo kupila že 2017, ne, čistko za stara leta, za penzijo. Pa nič, gremo tja živeti, klele bajto prodamo, pustimo tole, vse, midva bova pa že, vsem kaj bova. Sam gremo ven iz mesta, gremo v eno mogoče bolj zdravo okolje, pač to je bilo v najnih glavah, a ne, itak ti si idealiziraš vse, a ne, vizualiziraš, kako to je, kako to bo, ptički bodo, narava bo lepa in vse bo in mi bomo tam bosi hodili po travi in kokoške hranili, a ne, romantika itak, ne, ampak če nimaš tega cilja, tega pred sabo, tudi ne boš nič naredil, a ne. In ok, pa so se pa pač kar, ko se midva s Katarino odločva, da bo nekaj naredila, pol to narediva. In so oba dva zelo radikalca, a ne. In smo se odločili, smo mislili, kako bomo mi to čist na easy samo presedlali. No, pa smo povedali, da je vsem to pa projekt, ki ne gre. Ker tako je z danes na jutra, ne. Ker mi, ko se odločila, mi so bile z eno nogo že tam. In so pozabila že na vse tisto, sam še fokus cilj. Ampak ok, v 2 letih pa pol recimo nam je ratal narediti veliko hišo, točno tako, kot sva si jo zamislila, točno tako kuhno imam, ki sem jo sanjal v glavi, ko sem tisto šmaretno nad Kranjem gor drgnil vsak dan, tudi po 2-krat, pa razmišljal, kako bo, ko se bomo preselili, in točno tako zdaj tam je. Odločitev pa, ok, mi dva imava rada ljudi, ful se rada druživa, ful rada gostiva ljudi, rada imava dobre žurke, radi dobro jemo, dobro pijemo, jaz rad kuham, Katarina rada odpira dobre buteljke. Dajmo to. Ok, sam ne restauracija, ne? Ja. Ker je vsem dinamika druga. Dajmo narediti tako, da je ena miza, pa da je res familija za mizo, pa kva, tudi če se ne poznajo. In itak, velika miza združuje ljudi. In to je bil najin namen, iti nazaj v prihodnost. To, kar smo zgubili v centru, tukaj v tem, ta velikem, ta hitrem hrčkovem kolesu, ne? Stik, pogled v oči, prijazen nasmeh. Včasih te še kdo vprašal, gospod, koliko je ura? Pismo, danes noben nič ne vpraša več. To je, to sva želela vrniti nazaj,
In hrana je tudi čisto drugačna takrat. Tudi ful bolj okusna, ko imaš ti eno prijetno družbo ljudi. Ljudje smo narejeni za to, da se družimo, da se spoznavamo, da se pogovarjamo. In sva se mal bala tega, kako bo to funkcioniralo, kaj pa če Slovenci vse nismo taki, kaj pa bomo, če bomo preveč ocenjevali, kaj pa če se ne bomo jel s tistim tamle, ne vem, veš, se vedno mal tipajo, ne? Ampak vedno do zdaj se razvije ena homogena družba, ena energija, valjda vsak pride z neko svojim ringelšpilom v našo hišo, ampak se vse pol kar tako lepo izravna in pol res uživajo cel vikend pri nas. Se pravi, dober jest, dober pit, jutranja joga, pred zajtrkom tist, ki želi, narava, bicikli. Za spat tudi. Ja, Imate vse gor. pri nas je samo to. Čakaj, to lahko vsak pride ali? Je to lahko vsak pride, ja. Ampak imamo, k nam pridejo v petek, Aha, popoldan in grejo v nedeljo po zajtrku enkrat. lep, Ne da se za manj in ne da se za več. bravo. To je to. It's a package. To je nek culinary retreat, ne vem, vikend, kulinarični oddih. Tako, Top. da prideš mal na trda tla, da prideš mal v stik sam s sabo, da vidiš, da se da tudi malo ustaviti, da ne rabiš zjutraj ob 5 vstati in najprej v fluorescenčni švic majici leteti na Šmarno in potem se stuširati in v službo in popoldan manjco na violino pelati, pa Ožbeja na saksofon, pa pol imamo še fuzbal, pa to še 100.000 enih stvari, pa koliko smo huda familija, koliko imamo mi the best life, koliko se nam dogaja. Da je bod mal. No, Bod mal sam sabo, ne? In tudi nimamo prostora za otroke pri nas. Čeprav imamo ful radi otroke, a ne? Ampak glih to je namen. Nekaj pa more biti za odrasle, zakaj moramo skozi svoje otroke vključevati v naš life. Jaz tako mislim, da jaz ful preveč govorim. Ne bi ne. Ker tebe ne pustim do besede. Pa jaz požiram, stari. Ne bom jaz pršel do besede, da skrb. Ja, ne, ti sam pejt. Zdaj mi je pa šla misel. Ja, se pravi sem bil? otroci, ne, da se tudi starši Ja. kdaj sami umaknejo. Ja, zaradi tega, ker jih skozi vključujemo v naš life, a ne, kar je okej, nič narobe s tem, samo najprej moramo biti mi, starši, med sabo, the best, v odnosu, imeti stik, da smo potem lahko tudi z otroki the best. A ne? Ne more se vse okrog otrok vrteti. Ja, ne gre. A ne? Sorry, danes nimam časa zate, danes imam čas za mamico, danes bomo midva imela svoj moment. Karkoli. Paše, ja, paše. Ful. Jaz imam 9 mesecev staro punčko zdaj. Ne? Pa že pa še, a ne? Ja, veš, paše, ker ne veš sploh, kaj to pomeni, dokler tega ne narediš. Ja. Da si malo sam. In si uno tako, wow, tole pa paše, a ne? Tako mislim, lepa si, a veš, vidim te čist na drug način, ko si konstantno v neki vlogi nekoga, ki skrbi, nekoga, ki pomaga, nekoga, ki kuha itd. Ne? In tako malti, da teh metuljčkov spet za nazaj, tako, pa tudi, veš, jaz dosti drugač, si vzamem cajt zase, treniram, sem še zmer ful doma, ampak se mi zdi to zelo pomembno, no, da si življenje malo upočasniš, ampak pol pa tukaj pride v igro, ja, partnerski odnos ali pa kjerkoli odnos, če ga ne neguješ, a ne, počas se začne maskirati. Sploh ne veš, da propada, a ne. Što je tako, jaz to pravim, to je tako kot iPhone, a ne? Skozi ga moraš updatati. Tako je odnos v partnerstvu, a ne? Skozi se mora ta updatati, ker ljudje se spreminjamo, ne? Točno to. Se spreminjamo in če se ne spreminjamo skupaj hkrati, če se ne updatamo sproti, a ne? Pol to gre eno smer, eno drugo smer, a ne? In potem, ko ni več izhoda, ja, neč pač gremo pač na razen, pa kva pol, a ne? Sam najlažje danes iti na razen, a ne? Najlažje reči, ne bom se ukvarjal s tem, aj čau. Valjda imamo krize, nujne so, a ne? Zato, da odnos lahko še bolj trden, pa stabilen.
kaj je bilo nekaj, kar sta s Katarino delala dobro? Če pogledaš za nazaj, kaj je bilo nekaj, zaradi česar sta ostala skupaj? Po mojem zato, ker so oba dva zelo iskrena in zelo odprta in ker so ostala prijatelja, ker si pač poveva stvari. Ker poslušava drug drugega, pa razumeva drug drugega. Samo to sva se morala naučiti. Kako sta se naučila? Kaj jaz bi zdaj tukaj, mogoče bom povedal svoj primer. Ful je problem bilo meni slišati kritiko, a ne, name. Zelo osebno sem jo imel, pa takoj se je vklopil ta moj obrambni mehanizem, ker sem zelo ognjen človek in sploh nisem... Tako s prstom pokažeš, a ne? Ja, ali pa da sploh ne slišiš zares, kaj ti človek hoče, da ti hoče dober, ne? Da si takoj v vlogi tega, ki se more pa zdaj branta, ne? Ne vem, s kje to pride, ne vem, s kje to pač prišlo, ampak na ta način, ker sem jaz pač probal malo umiriti ta del, pa slišati, sem videl, da se mi lahko marsikaj dobrega zgodi, ne? In tudi kontra, ne? To je borba skozi. Jaz imam to skozi borbo, pa lahko rečem, da znam komunicirati, da znam sprejemati, da znam poslušati. Ja. Vse te trendovske fraze že lahko rečem, da jih poznam, ampak vse realnost je ponovadi malo drugačna, veš. Tudi jaz težko sprejmem kritiko name in najprej napadem nazaj, a ne, to pa ni res, se ne more zgoditi, ko je s tabo, ne. Ampak pol jaz že to začnem predelovati, ne, in ko to predelam, takrat pa tudi potem rečem, pismo veš, da si imela prav. In hvala, ker si mi to povedala. Sam toliko moraš biti iskren. Vsem. A veš, kakšna je tvoja prva reakcija? A že nekaj ti pol. Bravo. Ne? Ja, ker prva je večinoma nezavedna. Ne? Je pač čuna in tisti impuls, ja. Ja. V bistvu je to lahko prednost, če pač v neki točki, tako kot si ti, bil pač na drugi strani. Ne? Torej, da si bil ti ta, ki si konstantno mogel ocenjevati, ki si konstantno mogel dajati nasvete. Pa je bilo to v Masterchefu, pa je bilo to verjetno tudi v kakšnih tvojih lastnih režijah, ki si ljudi poučval. Lih to, da si se zavedel, da na drugi strani tebe je lih tako en človek, ki ni veliko drugačen od Bineta iz tega vidika, da tudi on mogoče ne bo znal kritike sprejeta, ne? A si to na to kdaj pomislil, ko si mogoče komentiral zadeve ali pa ocenjeval? Jaz sem vedno zelo brutalno iskreno komentiral, ne. Take kritike, ki sem jaz kdaj skozi vse šove dal, res nisem delal tega sam zaradi tega, da bi bil zanimiv na televiziji, pa iskal besede, kako bom zdaj pa hudo nekoga, ne vem, ali prizadel, ali prizemljiv, kakorkoli. Ja. Take kritike, ko sem jaz kdaj komu mogoče dal, si sigurno jaz ne bi želel, da bi jo nekdo meni dal, ne. Ampak se pa zavedam tega, da bi bilo prav, da bi tudi jaz kdaj tako kritiko dobil. A ne, veš, včasih kar malo poletiš, a ne, včasih kar misliš, a ne, kakšen frajer sem, ne. Ja, nisem, ne. A veš, rabiš šamar včasih, da te malo, sine, sle so tla, a ne. Spomnim se. Zato jaz pač kadarkoli dam na svet, sej ljudje tako ful radi talamo na svete, a ne, tudi če nas noben ne vpraša za na svet, mi kar radi povemo kaj, a ne. Ampak okej, ko smo v kuhinji, pa govorimo o tem ocenjevanju, to, kar si me pač vprašal, ne, ali pa načel temo. Jaz mislim, da je prav. Zato, da je prav, da si iskren, je prav, da poveš, kako to zares je, ker sam tako se zares lahko naučiš, a ne. Res je, da ti kot gledalec, recimo, a ne, ko si videl, pa je Bine dal en komentar, je bilo to, ne vem, mojega komentarja, ne vem, 10 sekund, sam kar reče, tole pa kurca ni vreden, ali pa karkoli, tole slabško v eni menzi, to je, ne vem,
bolj bi bilo, da bi se tovornjak če zapeljal, pa bi bilo več koristi. Ne vem, to je samo en delček mojega celega predavanja ponavadi bilo, a ne. To je tisto, kar ti na televiziji vidiš, ne. Ampak jaz sem pa, ne vem, včasih tudi 10 minut, 15 minut imel predavanje, zakaj je to tako, kako je to bilo, kako je do tega prišlo, da je bil zdaj krožnik tak, bla, 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 bla. A te je motil, da so samo izseki bili? Mene to ne moti, ne. To je televizija, razumem televizijo zelo dobro, vem, kaj televizija želi doseči. Televizija se ustvarja dobro. Jaz pa vem, kaj, sej, ne bom rekel, da je to vse ena velika laž, da to nič ni res. Vse to se je zgodilo, ne. Ampak ni pa zdaj čist tako, a ne, valjda se ne morejo 15 minut mojega predavanja dati noter v celo oddajo, ki traja 45 minut, recimo, a ne. Ja. Je logično, da bojo najboljše stvari potem dali, ne. Ja, se mi je zdelo, da mora biti nekaj več, zato ker ne more človek kar toliko boljši ratati čez to, a ne. Ne, glavno je... Mora biti konstruktivna kritika, pa nekaj konkretnega, ne samo pač, se štekam. In tudi meni je pomembno, kakšni ti ljudje potem, kakšno potovanje imajo skozi Masterchefa, recimo, ne. Ja. Kako rastejo, kako se dvigujejo, kako doživljajo vse skupaj in kako potem, ko se kamera enkrat ugasne, ko spustiš ptička iz gnezda, zdaj si pa tukaj sama, ne. Tako. Ja. A si imel ti kakšne šefe, a se reče šefi, te, ki so tebe učili? Ja. Si imel kakšnega, ki ti je ostal v spominu, tako mogoče zaradi njegovega načina, mogoče, ki te je največ naučil, ki ti je dal kakšno življenjsko lekcijo zraven, tako, kako sploh izgleda to šolanje, me lahko malo kaj peleš? Jaz sem bil, mene res niso ful marali, ne v šoli, ne potem kasneje v službah, zaradi tega, ker sem bil zagnan. Jaz sem našel v kuhariji strast in jaz sem se tukaj želel ful učiti. In valjda te starejši kuharji so bili pa tako, ne bom se ukvarjal s tem, da ti tole hitro nared, pa ne sprašuj me preveč, pa, a ne, meni pa to ni bilo dovolj, a ne. In pol so me kar na eno disciplinsko poslali zaradi nečesa. Pač verjetno sem res nekaj zafrknil, ali kaj je že bilo? Ja, valjda, mislim, 20 let sem bil star, na višku pubertete, pa že 3 leta delovne dobe, vseeno, 2 leti, pa še malo. Ne vem, kot da so se me hoteli znebiti tam. Delal sem pa na protokolu, tam na Brdu pri Kranju v hotelu, a ne. Spomnim, ena poroka je bila. So rekli, no, Bine, ti boš pa zvečer pol še za unih 150 ljudi, ali koliko jih je bilo, se ne vem, še torto razrezal, pa boš pa vse še pospravil. Kaj je bilo 3 zjutraj, 2 zjutraj, taka gora posode. Sem jaz rekel, ja, fak, ne bom, a ne. Zakaj moram zdaj jaz sam tukaj toliko posode zrihtati? In valjda je nisem, drug dan zjutraj sem prišel, zato da to zrihtam, je bilo itak že preveč, direktorju, Pol so me pa premestili, pol so me pa kazensko dali v Vilo Podrožnik, isto protokolarni objekt. Tam je bil pa en šef Zmago. Jaz pa rockabilly, pa banana, pa frizura, pa kavbojske škorne, kavbojke, leder jakno sred poletja, ne. Pač imič je bilo treba furati do konca, ne. Kaj on mene videl, si prav ne znam predstavljati, kaj si mogel misliti takrat, ko sem jaz proti njemu takole hodil, veš. Ko sem jaz dobil, si je mislil, po moje. No in nekaj časa je res bil zelo, me je imel na distanci. Pa je pa na koncu ugotovil, da sem jaz ful okej, a ne. Da z mano ni nič narobe. Da samo želim veliko vedeti. No in potem sva midva razvila en tak, po mojem mnenju, super odnos in
me je res začel mentorirati. In on me je eno leto pa pol res mentoriral. Učil, ker sva bila sama tam v kuhinji. Lej, zdaj grejo pa tako, pa bo drugače. Zdaj pa ti napiši jedilnik, pa ga bom jaz napisal, pa bova primerjala. A ne, tako, top. Najboljša stvar, ki sem naredil, da nisi pomil posode, stari. A ne? A veš, ni treba Lekcija za zmero bogat. Ja, se res. Mislim, to sem jaz pri tebi dobil, tako kot sem ti prej že rekel, ne? Ker sva se začela malo pogovarjati, pa so pol hitro zaključila. Ja. V podcast, že preden smo kamere pržgala. Ne? Lih to sem jaz pri tebi začutil, neko svobodnjaštvo, tako veš, da hočeš dober in veš, da znaš narediti dober. Tako da bom jaz že, ne se preveč sekirati zame. Istočasno pa ta nek element respekta do tega, kar delaš in da pač nisi zdaj nek egocentrik, ki bo pač sam po svoje, ampak da boš tudi poslušal. Tako sem jaz tak feeling dobil in zato sem se ti tudi zelo želel spoznati. Ne samo zaradi tvojega kulinaričnega backgrounda, ampak da ne vem, vse mogoče razumeš. Začutiš pri človeku nekaj in si tako pizda z njimi pa sedo. In meni moja žena, moj največji kritik, povab ga. Spana pa ne morem videti pisati, veš, to nekaj je, ali jaz vabam take tako goste. Je rekla, zakaj? Pač, če bi ga rad imel, mu piše. In sem ti pisal in nisi videl. Ja. In pol čez 6 mesecev jaz vidim, da ti followaš Underdog podcast in sem jaz tako, kva se to dogaja, ne? Ja, ne vem, pač piš mu iz Kleja, ne? In sem ti iz Kleja napisal in pol je bilo v bistvu, da nisi unga messagea, zdaj si Klejevo. Ko da lih tok, da veš. Ja, mislim, da best, hvala, to mi ful šteje, ne, tako. Drugač pa ja, jaz mislim, da je ful zajeban biti Bine, tako, ker meni se tukaj toliko stvari dogaja v glavi. Vse to, kar si prej rekel, ne, vse sem, samo ovca, ne. Ne maram slediti. Tudi če vem, da gre cela čreda v super smer, pismo, jaz bom drugo izbral, sigurno jo bom. Ali pa, ne vem, če gre cela čreda po uni stezici, ne bom šel za njo. Jaz bom šel tam gor, pa tam čez, pa mogoče bom padel, pa se malo podrgnil. Ampak bom prišel isto na cilj, kot oni. Sam jaz bom izbral bolj zanimivo pot mogoče. To je pri meni vedno bilo, vedno. Ja. A tudi do te mere, da kdaj, zdaj iz lastne izkušnje izhajam, ker mislim, da sva si podobna. In te ful razumem in ful spoštujem to, po mojem je to, kar sem opazil. Kdaj se pri meni zdi, da se za nekaj ne odločim samo zato, ker veliko ljudi se za to odloči. Ja. In sem tako, pismo ne vleče me večke. A pa mi je nekaj ful zanimivo, pa vidim, da že on to dela, pa ta to dela, pa ta, in sem tako, To je to. pizda, ni mi več zanimivo. Ja. To je to. Jaz mislim, da tudi s kulinariko se mi zdi, da smo šli v eno smer istih krožnikov, iste filozofije. Ja, sej, vsi smo green, vsi smo local, vsi smo eko, vsi smo sustainable, a ne, brez odpadkov, vse to je cool, a ne, vse to je cool. Ampak to bi moralo biti normalno. To ne bi smel biti trend. To bi tako moralo biti. A ne, in tudi danes, ko gledaš po celem svetu, tudi sebe bom dal noter v določenih momentih, a ne. Vsi imamo fucking iste talarje. Vsi. Pa kada bi imeli še vsi istega fotografa pismo. A ne, kar tako, okej. Zakaj vsi sledimo, a ne? Sej, jaz se borim s tem, skozi. Pismo, še zmeraj hodam za njimi. Še zmeraj hodam. Skrenil sem glih toliko, da sem pustil restauracijo, da sem se umaknil od vseh teh ocenjevanj Michelinovih in kar so super, top, morajo biti. Vrhunsko, boljš ne bi morali biti. Sam jaz nočem biti del tega. Res ne želim, zaradi tega, ker to so spet ena pričakovanja, spet je en pritisk, spet je en stres in spet bo en prišel, pa bo nekaj napisal, pa te bo ocenjeval. Zakaj me ocenjuješ? Dej uživaj, a ni?
naš poklic narejen za to, da zadovoljujemo, da te, ne vem, zmehčamo, da ti uživaš v hrani in ne vem, ne da me ocenjuješ. Ja, razlog od zadaj pri tebi je drugačen. a Ne? Mogoče tudi nekoč ni bil, ker si bil zaslepljen s to idejo uspeha, pa kaj pomeni biti dober kuhar. Ne? Ker pač, verjetno na začetku si ti gledal, da je dober kuhar unka, vsi hoče tam jesti. Ne? Ne vem, v glavnem jaz sem hotel biti najboljši, absolutno sem hotel biti najboljši kuhar, hotel sem imeti najboljšo restauracijo, če ne v Sloveniji, pa še kje drugje. Ja. Vse te ambicije, cilje sem imel. Pa zdaj ne vem, lahko rečem, nisem toliko dober, a ne? Ker verjetno nisem toliko dober, da bi bil na mestu Ane Roš ali pa njej ob, a ne? Ampak nič narobe s tem. Sprejel sem to. Mogoče nisem dovolj dober, mogoče sem pa že prej ugotovil, a je vredno, a ne? Mislim, a je vredno. Zame, za moj life govorim. Ja. In zdaj sem ugotovil, da mi takole čist nič ne manjka. Ja. Res ne, da se ne rabiš gnati tako, pa res pravno grebst na polno, pa da boš imel čim boljše neke rezultate. Meni je najboljši rezultat to, da gost v nedeljo potoči solzico in reče, kako je bilo klele dobro, res moram žiti. Prej sem pozabila povedati ime, kako se imenuje? Monstera, posestvo Monstera. Ok. Ja. Tako kot tale kle. Ja, tako kot tale kle. Pa Monstera je bila tudi restauracija, ne? Tudi ja. Kaj imaš z Monsterom? Mam. Ful. Monstera je rastlina, ne? Ja. Da, najbolj možna retro rastlina iz 80-ih. Mi smo živeli v dvosobnem stanovanju tam v Kranju na planini v eni stolpnici in tako Monstero smo imeli, ne? Tok veliko. Itak ni bilo placa za moje Lego kocke in za vse te stvari, a ne? In vsakič, ko sem šel mim, fotor reče, pazi na liste, pazi, da ne boš korenine zlomil, pazi, da ne boš odtrgal. On pa tako lepo s tistim prahat, tisto rožo, sem rekel, jaz sem to rožo zabrisal, nekam na živce mi gre, ne? In res mi je šla na živce takrat. Kot mulcu, kot otroku. No in potem kasneje tako to rožo srečaš malo na občini, pa ravnatelj v šoli, na stopniščih kakšnih blokov, pa to skozi je ta rastlina bila povsod. Pa kar naenkrat nikjer več, ni gotovo, pa tudi jaz sem šel eno drugo smer, ker to sploh nisem več opazil, nič, ne. Pa mislim, da je tam enkrat 2013, 2012, ne vem, spet nekje vidim ta list, ne vem, aj takrat že počasi prihajal v trend spet, ali kaj jaz vem, v glavnem sem rekel, tako rožo smo mi imeli doma včasih. Kaj je to že za en fikus? A ne, takrat so bili vsi fikusi. Ja. In jaz grem googlati, ne? In pač Monstera deliciosa, Monstera plant. In skozi vse te moje YouTube iščem malo več o tej rastlini in ugotovim, da rodi sadeže. In ta rastlina res rodi sadeže tako. A veš, še ena retro roža je, vsaj moj fotor je skozi moje mat nosil flamingovc, se reče, ki je tak rdeč, pa tak rumen lulčak ima ven, pa tako debelo rdeče tkopa in tak lulčak. To je isto tak cvet naredi Monstera, samo da je bel, pa da je potem ta lulčak zelen. In tisto pol res zraste malo več, ima pa frejme tako kot ananas. Aha. In zrel je takrat, ko se sam začne lupiti. In sem rekel, jaz to moram probati. Vsi ga ful hvalijo, da je to neki nad okus, ne. Sem rekel, to moram jaz najti to zadevo. Zdaj, če mi šla cel življenje živce, ne, da ji dam eno možnost še, ne. Ja. In kontaktiram neke ambasade, ki so v tem časovnem Madeira, tretje, kaj se jim Panama, če bi jaz kakšen ta sadež lahko dobil, ne, nikjer nobenega i tako odziva, sploh. No in na koncu sem jaz ta sadež najdel v Prekmurju
v Dobrovniku, tam, kjer imajo orhideje, Ocean Orchids, ne, tropski vrt, imajo monstere, imajo sadeže. In sem si rekel, ko bodo zreli, please, pošalj. In jaz prvič proti Glej, kleje, povoham vrečka dišala, res dišala je na par metrov. In probam tisti sadež in res je tako, kot če bi zmešal banano, ananas, kiwi pa jagodo. Wow. In vse to najdeš noter, pa to tvori eno tako posebno celoto. In sem si rekel, lej to, noro. Ker glih tisto obdobje mojega kuhanja je bilo pa najbolj možno fusion ever. Mal Indije, mal Kitajske, mal Japonske, mal Slovenije, pa še mal ajdove kaše zraven. Pač takrat sem hotel vse, pokazati na krožniku in to sem rekel, lej, ta sadež, samo eden je, pa toliko različnih okusov in to tvori še en večji okus. Pa tako jaz hočem kuhati. To je moja kuhna, tako jaz to delam. Sem rekel, evo, zdaj so pa preveč blizu s to rastlino, zdaj pa, ko bom pa jaz enkrat velik, pa zrel, bom imel pa restauracijo, ki se bo tako imenovala. To je zgodba. Hudo. A si kdaj postregel tudi ta sadež? Jaz sem. Ampak privat, verjetno. Ja, ker tega je toliko malo, ne moreš ti neki ful narediti iz tega, neke velike zgodbe. Je poseben sadež, ampak vseeno mislim, nisem še prišel do sadeža, ki bi ga vzel v njegovem naravnem okolju, ker se mi zdi, tisti je pa še boljši. A rodi pa en sadež, samo tako? Ne, vseh je več, ker tako so malo skupaj. Okay. Ja. Omenil si mi en obdobje, v tvojem obdobju kulinarike si rekel, da si bil dosti v fusionu pa tem. Kako misliš obdobje kulinarike? A si tako, s tem, ko si se ti spremenil, se je tudi tvoj način kuhne, ali kaj si s tem mislil? Ful se spreminjaš, kot kuhar. Jaz se prav spomnim, moji začetki, ko sem že bil v kuharski stroki sprejet in tudi, ne vem, ta večji, starejši šefi so me že mal, ta pa je, ne? In valjda enkrat smo šli v Rim, ali smo šli v Milano, ne vem, nekaj smo šli kuhat. In mi smo bili takrat mladi kuharji, ki smo na enem krožniku želeli pokazati vse možno, kar znamo, In to veš, da je to cel razpad na koncu. Je pač funkcioniralo, ampak ne vem, zakaj mora imeti krožnik 37.542 elementov gor, 17.000 variacij zelene, in tako naprej. In pridemo tja, pa šef Janez Bratovš. Fantje, vi klej sam komplicirate. 3 sestavine, fantje, sam 3, lej. Tole, pa malo oljčka gor. To je to. Mi ga gledamo. Njega je pa res čas povozil, ej. Mi smo frajerji, Ja. Pismo, da je imel prav. A veš, se je, ampak jaz mislim, da je to res prav ta proces, to je razvoj. Ti moraš dati to ven, moraš vse pokazati, kar znaš, moraš dati to na krožnik in to je tvoj razvoj. In ko enkrat vse to osvojiš, ko imaš enkrat veliko znanja, moraš ga imeti veliko, če hočeš potem priti nazaj na tiste 3, pa malo oljčka, Na bistvo. Ja. Pol, veš, vse tudi z leti, vse tudi zdaj, ko smo 40 plus, že tudi v lifeu nasplošno veš, Ja. tega ne rabimo v življenju več, tega tudi ne, lej, klele se bom držal in to je zdravo, Tako zdravo okolje kot zdrave sestavine. Če bi te vprašal, kjer občutek iščeš v svojem lifeu, zakaj si ga tako postavljaš, kaj si ga, kaj bi mi rekel? Govori o občutku. Pomirjenost. Rad bi bil pomirjen
še bolj. Se sem, ampak nisem še tam. Nisem sploh še tam. Sej, tudi moj PR zelo dobro dela, a ne? Ja, pa smo naredili spremembo v življenju, smo šli na Goričko, svet, tam je zdaj čez na jezi, tam malo kokoške pofutram, pa to. Ni vse tako rožnato zmeraj, a ne? Valjda, kakor se sliš. Bolj govorim zaradi tega, ker si tega res toliko še želim. Grem v to smer. Grem in jaz vem, da bom prišel do tja. Samo kdaj? Pa lej, ne vem. Rekel sem, da bom šel pri 40 v penzijo, zdaj govorim, da bom šel pri 50 v penzijo. Verjetno bom pri 50 rekel, da bom šel pri 60. Sploh nima veze. Ja. Kaj sploh penzija je, ne? Točno to, ja. Vse en. Zame je penzija že zdaj, ker delam tisto, kar hočem, sam ne delam še toliko, kakor hočem. Ja, a ne? razumem. To. Ja. Še rad kuham, rad ustvarjam, rad to delam. Verjetno tudi nikoli ne bom nehal to početi. Ampak rad bi bil pomirjen s tem, kar delam. Še vedno imam malo tistih v glavi, ki sem ti prej razlagal, ne? Dej, pa še več, pa še boljš, pa dajmo, ne? Ja, pa tam podobno stvar dela, ki ti sam malo boljš. Ja, in pol greš, zakaj? Pa se aktivira nazaj. Ja, pa se aktivira nazaj, ne? Ja. Veš, pomirjenost po moje, ko ne rabiš biti več nobenemu na voljo, se po moje, da tam jo najdeš, a ne? Sam, koliko hitro bi rad zdaj do tja prišel, ker lih v tem delu prej se igraš, ne? Mislim, ne rabiš biti nobenemu več na voljo, jaz pa želim biti na voljo, a ne? Samo v kakšni obliki in komu, okay. A ne? Sej, ja, mislim, da vem, kaj si hotel reči, ja. Ja. In itak se, tako kot si rekel, spreminjaš, a ne? To je ena lastnost, ki sem jaz zdaj pred kratkim opazil, da jo ful spoštujem pri ljudeh. Da jih ni strah spremembe, veš, biti v nečem slab, ne? Biti nek na začetku. To, da si upaš narediti nekaj, kar sploh ne veš, a bo delal, a ne bo delal, pa te boli, a kaj si bojo drugi mislili, tebi je važno, da ti dobiš svojo izkušnjo s tem, ne? Tako se pol transformiraš skozi life in pitaj Boga, kakšen boš pri 50-ih, pri 60-ih, ampak to je ne veš. Vluča, ne? To sva mi s Katarino naredila, ne? Sej se nama prijatelji, družine, ljudje, ki pridejo k nama, se nama res čudijo, ne? Kako sta videla to lahko naredila, tak switch v življenju. Sam jaz, nama je to tako bilo naravno. Tako sva vedela, da je to prav. Da je ta poteza, ta korak, da pustimo Kranj, pustimo Ljubljano, pustimo mesto in gremo na deželo. Ful ljudi si tega želi. Zelo malih je pa takih, ki to naredijo, ne? Ker res moraš imeti jajca ali pa moraš biti malo sekan v glavo, ne? Midva ima verjetno malo bojga, ne? Ker je vse prej kot enostavno. Sam če ti verjameš, če ti veš, to delam zato, ker vem, da je za moje otroke boljš, da je zame boljš, da je za Katarino boljš. Kje je pol problem? Sam greš, a ne? In tudi brez kakršnega koli poslovnega načrta, brez kakršnega koli nekaj sva šla v to noter. In verjetno, če bi vedela takrat, kaj vse naj čaka v tej fazi gradnje, selitve, spremembe in tako naprej, se sigurno tega ne bi lotila. In prav je, da nisva vedela. Prav je, da je življenje tako, kot je, nepredvidljivo, prav je, da je drugačno. Ne veš, kaj te čaka, tamle za vogalom, ne veš. Mogoče kaj lepega, mogoče pa en šamar dobiš. Vseeno. Ampak kdo ga boš, če ga boš rabil? Zmeraj tako. Verjameš, zaupaš vesolju, da karkoli se ti zgodi, je pač ti namenjen in te pelje. Zmeraj, jaz mislim, da da je zmeraj. Ja, pogum. Zmeraj dobiš nazaj. Ali pa zmeraj dobiš eno klofuto. Klofuta je lahko tudi ful pozitivna. Seveda. A ne? Lahko dobiš ful dobro. Sam večkrat moramo pač se prepustiti, pa reči, vse to je kul. Lažje to reči, kar narediti, valjda. Sigurno, ne? Ampak kar te definira, je tvoja reakcija na to, kar se ti zgodi, ne situacija, ki se ti je zgodila. Ja. En bo klofuto vzel, kot jaz sem žrtev in bo cel življenje ostal žrtev, ali pa nisem dosti dober zaradi tega, ker sem to klofuto dobil.
En drugo pa rekel, to je dobro zame, a ne, pa šel dalje. Ja, jaz sem malo obojga, veš, jaz malo tako, čak malo, kva ti mene zdaj kluftaš, a ne. Sam me pa, to sem rekel, da ni enostavno biti bine, a ne, ker potem jaz začnem, ok, zakaj ta klofuta zdaj prišla? S čim sem si jo zaslužil? Ok, mogoče zaradi tega, unga, tretjega, veš, in to tako, ok, a sem tam nekaj naredil, kaj bom naredil, da se ta klofuta ne bo ponovila? Čisto prevečenega razmišljanja. Ampak, ok, vse smo kle za to, da razmišljamo, ne? Ja, v neki fazi življenja je dober, ja. Pa ko že mislim, da si smo mogli ti ogromen dokazovati čez življenja, ne? Glede na to, da si pač bolj odpadniškega tipa in da ti ta del tebe ostaja pač, a ne? Ampak vprašanje je komu, dokazati komu pa zakaj, a ne? In glih to sem hotel. A veš, nimam, prav res nimam, zdaj nekdo ki mogoče zdaj tole posluša, reče, tale ima res travmo življenje, ne, to je nekdo od staršev, je to, a veš, to je neki od staršev, klele moral se, ali si mogel fotro dokazovati, sigurno. Pismo, nimam tega občutka. Nimam tega občutka, da sem se komorkoli dokazoval. Največ sam seb. Pač tak sem. Želim. Kaj pa te gnal? Ne vem. Lahko da tudi pozornost. Okay. Lej, a veš, jaz rabim veliko pozornosti. Ja. Lej, verjetno zato sem tudi na televiziji pristal, verjetno zato sem tudi kot mulc igral v bendu, pa nikoli nisem znal kitare igrati, sam na odru sem bil lep. Pač res, no, sej, to priznam, ne. In rabam to. A ne? Pa čeprav sem se zdaj umaknil. Jaz to še vedno rabam. Mogoče rabam zdaj malo spet popredalčkati live, ker je pač prišlo veliko stvari za mano. Pa da jaz zdaj to malo pospravim, da se preselim do konca, a ne? Pa potem spet. Mogoče, ne vem, se lahko tako vprašaš, zakaj pa rabiš to pozornost? Kje ti je manjkalo v otroštvu? Verjetno mi je res, a ne vem. Pite Boga, mislim, včutek je ta prava, ne? Ja, sam, ne vem, pri starših jaz sem zmeraj imel pozornost staršev, pozornost vsega, ne vem. Ja, lahko pa, da ni nič tazga in da ti je pač samo to tok domače, a ne, da si po naravi, a si strelc po horoskopu? Ne, tehtanca. Wow, okay. Ne verjamem več v horoskop. Ne, da si sam pač po naravi tak, ne, in da si želiš in da, ne vem, ljubiš življenje na ta način, da, ne, veš, da sam do sebe veš, kje so tvoje meje in jih pač hočeš malo premakniti, ne. Ja. Na tak in drugačen način, jaz mislim, da to drugače ni neki iskanje pozornosti iz vidika, da bi te mogel opaziti, ampak iz vidika, da mogoče sam sebi ne verjameš, da si že vse pokazal, veš, kaj mislim. Da si bojiš tega, sam še to, da si bojiš tega, da bi se ustavil. Tega se bojim. Tega se bojim. Zato se še vedno učim in še vedno se rad učim. Tako kot jaz rad poučujem, rad učim, se tudi jaz izobražujem, ne? Jaz novembra grem za 3 tedne na Švedsko. Čist, na prakso, v eno restauracijo. Grem kuhat. Jest fermentiranega morskega psa. Ne vem, kva bo, ampak verjetno ne bo to. A veš, glavo dol, ponižno, ja, šef, gremo delat, ne? In si želim tega, ful. To je restauracija, v katero jaz želim pridati že, ne vem, 5 let. Kot kuhar ali? Ne kot kuhar. Kot gost? Ne, mislim, kot kuhar, ja, kot kuhar, ampak ne, da bi bil zaposlen tam, da bi se šel pač na trening tja za en mesec, 2, kakor je, ne. Ja. In zato, ker so drugačni. Zato, ker delajo tako, kot jaz želim tukaj delati. In rad bi videl njihovo filozofijo, ne tehnike, pa recepture, bolj kako razmišljajo, ne. A to veliko šteje, verjetno ja, ne? Men ful. Ja, men ful. Jaz nočem se iti tja učiti kuhati zares,
želim razumeti njihov koncept, želim spoznati njihove možgane, kako oni funkcionirajo, zakaj tako razmišljajo. To je kuhinja, ki ima, ne vem, recimo, da 90% vse na ognju, vse za kurjo in na ognju. Rad bi jaz razumel ogenj, bolj, a ne? Da ni samo pod peko hobotnica, a ne? Ja. Pa tam den jagenček dol visi ali pa karkoli. Je veliko več. Veliko v lesu, v energiji, v filozofiji, v okusu, a ne? Ni to vse samo grelno telo. Je, samo je veliko več v tem ognju. In ogenj ti veliko več tudi da tako. Ja, in tudi ogenj je en ful lep primer, ki je istočasno lahko zelo dober prijatelj, pa zelo velik sovražnik, a ne? Ko opeče in greje. Nudi neko svetlobo, istočasno pokur hišo, a ne? Veš, Sej mogočen je. voda isto. Voda isto, ja. In to sta dva elementa, brez katerih dveh jaz ne morem biti. Itak. Ogenj, voda. In v kuhariji brez ognja nič ne moreš skuhati, brez vode nič ne moreš narediti. In tudi energetsko jaz rabim imeti oboje. Tako, ogenj, vodo. Oba dva ta elementa se mi zdi, da mene nekako naredita. Ogenj, kurt ogenj pa nositi vodo nekako, to je bilo ono, kar smo včasih delali. Veš, ne vem, kje sem to slišal, je Rogan ali kdo je govoril, nek taj Američan je bil. In je rekel, da se je dal v nek retreat v naravo en mesec in da je samo to dvoje delo, da je bil to njegova edina zadolžitev, jedel, spal, pa meditiral, ampak da je vsak dan mogel zakuriti ogenj pa nositi vodo, ne pač vodo iz pipe, ampak reka. Prnest od nekje, ne? Prnest in da smo čist pozabili na te stvari, ne? In sploh, če si tudi, ki si kuhar, pa z ogromno sestavinami delaš, konstantno nekaj, se tudi stran vrže, itd. Ful lepo, da te pač v naravne elemente nazaj vleče, ker po moje te ena globoka lekcija kliče, ne vem, ne. Kaj misliš, da te kliče? Ne vem, pojma nimam, zato grem tja, Ja. da ugotovim, kaj me kliče. Hudo. Ja. No, kle se ti lahko, da se ti šele začne life, a veš kaj? Ja, lahko da. Ne, ful dobro. To, mislim, ta ogenj vse pa, ne, kaj ga greš zdaj ven iskat, je nekaj zelo lepega, ki se čuti, pa, veš, ljudje hiter, pa bom tudi sebe štel zraven, ko vidimo nekoga, si ustvarimo zgodbo, ne razumemo pa njegove zgodbe, a ne. In hitro rečeš, ja, ima dober on je itak, to se šolil, pa šef, pa ne vem, koliko cajta že, veš, to je čisto odfukano, to imperejo mozak, itd. Tako da, verjetno pač, je sam toliko netreniran, veš. Ja, ni vse trening, vse kuhati se lahko naučiš, a ne, vse se da naučiti. Ja. Težje je pa razumeti. A ne, jaz mislim, da povprečen kuhar pa vrhunski kuhar se razlikujeta glih v tem. A ti razumeš hrano, ti razumeš sestavine, ti razumeš naravo. Ko enkrat to razumeš, potem ti ni problem skupaj zložiti okuse, tehniko, ali bo to hrustljavo, ali bo mehko, ali bo okroglo. To je pa pač tehnika. Eno tvojo sem enkrat uporabil pri mojem frendu, pač zdaj to. Šli smo na Uglam in smo se usedeli tam ob morju v eno pač restauracijo, ne, in si naročimo pač za jest. In on si naroči steak, ne. In zareže steak in gleda in mu ni neki, kdo je to pekel, ne, kaj to je prepečen, proba. Sem rekel, Turk, poglej okoli sebe. In on gleda in sem rekel, kje vidiš kakšno kravo? Je rekel, ne, sem rekel, drugič si naročil, kar vidiš, a ne. A si ti to enkrat si rekel, a ne? Zelo verjetno, zelo verjetno, v eni malo drugačni obliki, ampak ja. No, in a veš, jaz to pač tudi nosim s sabo, ker se mi zdi logično. Jaz imam rad stvari, da en pove simpel, pa točno zadane ka more, a ne. Ja, stari, in tudi kaj gre skup, a ne, a izraven, a v istem podnebju raste, a ne. Ja, se to pol, ne, kasneje, to je zdaj v bistvu bolj, ko se reče, reduciram svoje široko znanje, ki ga imam veliko, ampak
ga bom uporabljal sam še to, kar mislim, da ga res je prav. Tega vprašanja noš me rad. Ne, no. Sej ni hud. Kjer krožnik v tvojem življenju, na katerega si najbolj ponosen, pa zakaj? Ali pa jed, ki si jo sam pripravil? Če bi zdaj izpostavil samo enega, bi bil po mojem ful, ker ni bil samo eden. Res ni bil samo eden. Vsak krožnik je nekaj naredil. Pač nekaj spremenil pri meni, v meni. Tudi tisti krožnik, ki je bil največji zajeb, je naredil ful dober. In ne morem, meni krožnik, to je del mojega lajfa, to je del mene, jaz to pač naredim, jaz to delam. Delam vsak dan, kuham skoraj vsak dan in ponosen na eno jed, tako da bi rekel, evo, tole mi je pa ratal. Tole mi je pa ratal, marsikaj mi je ratal, pismo. Ja. Pa marsikaj mi tudi ni ratal. Ja. A ne, in ne maram teh vprašanj, zato ker pač ne morem reči, kaj je bilo. Vse se mi je zdelo, da tako, ampak si me lepo pripeljal do nečesa, a se hočeš še kaj dodati? Ne. Si me lepo pripeljal do nečesa, kar si vmes rekel. Včasih so vprašanja dobra zato, da neko vmes slišim nekaj. In si rekel, da vsak krožnik je nekako, kako bi rekel, manifestacija tega, kar si želel dati iz sebe. Ja, ali pa kako v tem trenutku si. Ja. A ne, tudi to je. To. A veš, škokrat sem jaz imel, zdaj bom pa jaz nekaj naredil, zdaj imam pa idejo, zdaj imam čas in imam vse. Zdaj bom pa nekaj ustvaril, ker se mi je ne vem kaj zgodil. In grem v kuhno in začnem nekaj delati. In se mi prva kocka podre, druga kocka podre, tretja kocka podre, pa se mi začne sesuvati, reči, pi, dost. Nisem okej, ne bom. In enako jaz delam pri svojih hčeri. Jo zanima kuharija. Verjetno ne bo nikoli kuharca, ali pa bo, sploh nima veze, kar bo želela bo. Ampak ona, ko pride v kuhinjo, jaz bi ti pomagala, prav, ni problem. In ko jaz začutam, da ona ni v redu, veš, pa je malo nadrkana, pa je malo slabe volje, pa je nekaj omuči, a lahko prosim pustiš in greš. A lahko prosim ne delaš zdaj. Ker želim, ker ima to strast in tudi jaz imam to strast. Če greš ti enkrat slabo energijo v kuhanje, drugič, tretjič, petič, stotič, je zelo velika verjetnost, da se ti bo ta poklic obrnil totalno in ga ne boš več hotel upravljati. Zato, če imaš možnost, naredi pauzo, reči ne, zdajle ne bom. Mogoče je to sam moment, ampak daj prepoznaj ga, pa reči, ok, zdaj moment, ne bom. Vem, da se mi mudi, vem, da jutra gosti pridejo. Boli me, bom pa celo noč kuhal, ampak kuhat bom šel pa takrat, ko bom jaz okej. Tako jaz razmišljam, no. Ja, ful razmišljam. Ne, čudovito, zato ker se dobro poveže tudi z biznisom. Veš, ena pomembna ugotovitev zame je bila, da sem začel povezovati, kako se počutim s tem, kaj takrat delam. To ti prinese svoboda, če delaš zase, hvala Bogu. Ampak ful pomaga. Da nimaš ti, veš, letnega plana, Ja, ta mesec bom delal to, ta mesec to, gor za 17 datumov, ne? Ja, meni to ne sede, stari. Še eni mogoče sede, jih to drži v disciplini, jaz pa rabim pač izžarevati, dati ven. In je lihtko, kar kuhni, kjerkoli stvar se ti bo zagabla, če boš ti s tako energijo delal. A pa še hujš, ti boš mislil, da se moraš tako počutiti, da si lahko uspešen. Ja. Veš, in pol folk, veš, kaj jih vidiš, zagranjene bogataše ali pa ne vem, neki, ki sam da stopi v pisarno in že pizderija. Pizda, si želiš tazga lajfa? Ja, ne. Sam folk se ne vpraša, kva si sploh želi. Ja. Kaj jih enkrat vprašaš, kakšnega občutka si želiš, vse ne vejo. Sam stvari bi imela, ne. Pa uno, pa zakaj? Zato, ka ima una, ne. Ko in mislim, da smo parkrat tudi danes zapeljala v to smer, da pač biti drugačen pomeni tudi pač požreti šamar, požreti stvari, ki ti ne pašejo, ne?
biti drugačen ne samo zato, da bi bil drugačen, a ne. Ni to zdaj zato, ker so pa vsi beli, bom pa jaz črn pismo, a ne. Ni zato. Biti svoj, a ne. Biti svoj, biti avtentičen, bodi najboljša verzija sebe, kakor si lahko, bodi ti. Tudi takrat, ko nisi najboljša verzija sebe, so vseeno. A ne, ampak zlajnano, iskren. Do sebe, do drugih. In če si iskren, te bodo sprejeli tudi takrat, ko si slabe volje, tudi takrat, ko imaš slab dan, tudi takrat, ko nekaj zajebeš, so vseeno. Ja, zajebem tudi jaz. Ja, pač danes sem pa to meso preveč spekel. Lej, sem ga. Pa kaj, a bo zdaj konc sveta? Ne bo. Mene noben ne ocenjuje. Ja, se kle svoboda pride. A ne, prava, tukaj je. In veš, kolikrat, ko jaz grem kam jest, ali v gostilno, ali pa kom domov, kak gospa kuha. Pa so razkuhani makaroni. Pa je meso, ki že kar malo razpada. Ampak tista hrana je tako dobra, zaradi tega, ker veš, da ti je takole prinesla gospa v predpasniku, lej, tole sem ti pripravila. Kaj je ljubezni noter tok, da kar šprica vse. A razumeš? In je vsem kurc v tisti fazi. A je ona makarone prekuhala, je tista govedina že malo tudi prekuhana, so vsem. Dober je, vrhunsko je, čutim to in bravo, the best. Ne rabam drugega. Energija. Ja. In hrana je ful velik prevodnik čustev. Ja. Na tak in drugačen način, že ko jo zauživamo, ne, v bistvu to ratujemo. Ja, tudi jaz dajem energijo tebi, ko ti pripravim za jesti. Ja. Veš, tukaj je ful enega farkerja, a ne? Ja. Sej zato pa, jaz se spomnim na Rakitni, ko sta bila moja dva dedek pa babica še živa, je bil tak velik črn koto, a veš, ki so lito železo, a ne? In noter se je delal pražen krompir vedno. In ta krompir se je delal tako 4 ure. Mi smo zjutraj pržali, že dišala, veš. In pa se je to malo mešalo čas, pa malo si ga šel probat. Pa malo paril dol spodaj, pa v naskorico, ne? Pa čebulca not, pa vse živo, a ne? Pa v cverki kdaj še. In pismo, stari, jaz tazga krompirja nisem jedel še nikjer. Pa vem, da ga znajo bolj narediti v neki restauraciji, bolj. Pač. Znajo ga narediti, basically, a ne. Ampak kun je imel neki, mogoče zato, ker sem ga 4 ure vohu in sem bil že to klačen, ampak ima nekaj je na tem in kuhna od mame in kuhna od babica, ne, tako. Polke jih ni več, mogoče še malo bolj to opaziš, pa pogrešaš v neki. Zapomniš si te okuse, a ne? In če mi kuhari kdaj skuhamo kakšno jed in se zgodi, veš, ko se gostu nekaj zgodi, reče, tole je bilo pa meni tako dobro, veš, tole me je pa vrnala, ne. Pa je lahko tudi samo nek krompirjev čips s čebulo, ki je nekje na enem delu in ko boš ti to proboš, rekel, fuck, to je ta pražen krompir iz unga črnega kotla, a ne. To mi kuhari želimo doseči, to jaz želim, a ne. Da vsak najde nekaj svojega, da začuti hrano, vsej, karkoli daš, če jo daš z ljubeznijo, pa dober, ne more biti švoh, a ne v končni fazi. Jebeš, a je malo preveč pečen ali premalo pečen. Pač tako je, če je premalo pečen, enač bom še malo gor zapekel, pa bo. Vesel sem zate, da si se naučil to opaziti, da iz tega vidika gledaš na stvari. Ka verjetno ne sam na kuhno, tudi na life, a ne? Se trudim drugač, nisem tam še. A veš, ampak to je moja smer, moja smer, v katero želim iti. Bo verjetno še malo trajal, a ne, valjda, včasih sem ful tako, kakor želim biti, včasih sem daleč stran in je še vedno ful šejkanja, ne. Popolno nepopoln. Ja. In to je gut, a ne. Ja. Ker to te dela unikatnega, ker če bi obstajala ena perfekcija, pa bi vsi hotel biti to, enim bi rata, enim ne, pač zakaj ta dualnost, a ne, se vsak lahko. Gre po svoje, se mi pa zdi, da nekaj pa bi lahko bilo skupno večjim ljudem in to je iz česa deluješ, a ne, a deluješ ti iz nekega občutka, da bi rad vladal ali pa imel moč, ali deluješ iz tega, da bi rad pač drugim ljudem vzbudil občutek miru,
ljubezni, a ne, in na ta način tudi sam deluješ. A ne. Vprašal bi te, na kakšen način si do tega prišel, ampak se mi zdi, da se je čisto naravno razvil. Da... Nisem študiral tega. Ne, in daleč od tega, da bi rekel, v to smer grem. Razvija se počasi, tudi nisem jaz sam v tem. Je Katarina tukaj tudi zelo velik partner v tem razmišljanju. Ne? Tudi ona me je na nek način mal usmerila. Mislim, valjda me je. Hvala Bogu. In mogoče tudi z jogo, Katarina je učiteljica joge, mal živimo to življenje, pač naravni elementi, narava, dihanje, absolutno. In lahko, da je s tem prišlo, ker valjda, sej, jaz tudi delam jogo, pa prvič, ko sem šel, rekel, madar, to je za bebe, to je brez veze, kao mestan delo, to je, Ampak, ko enkrat greš, ko enkrat greš, je dober, nič narobe ni s tem, mislim, kar nič narobe, ful je dober, drugače, in ko enkrat toliko let delaš to, potem ti podzavestno tudi zavest drugače dela, ne znam zdaj reči, v glavnem, začneš drugače razmišljati, bolj se sam vase usmerjaš, vse z dihanjem itak, kaj pa delaš, ko dihaš, če se zavedaš samo svojega dihanja, pozornost gre stran. Si sam v sebi, takrat. Veš, ta je zelo pomembna, po moje, za vse ljudi, da že tako preprosta stvar, ki je dihanje, lahko tako pomaga. Ne zaradi tega, da se nadihaš zraka, tudi to ti bo dalo, ampak pizda, zakaj toliko ljudi živi samo v glavi, ne greš sploh svoje glave, sploh ne veš več, kaj je življenje, sam še cilji, služba, uno narediti, to narediti, temu plačati, unmu plačati, tam imam kredit, tle sem dolžen, pizda, ne vem, če izgubim službo, bom crknil. Koliko je to ene ujetosti, veš? Ful jo je drugače. Ful, pa zmeraj več je tega, zmeraj bolj hiti, ampak jaz mislim, da bo enkrat se moral nekaj zgoditi. Nekaj bo vsekal, da bo spet nazaj na neka realna tla šlo, ljudje. Veš, zemlja se bo stresla, pa bo dol zmetala tist, kar je preveč, ali pa tist, kar ni okej. In zemlja se bo vrtela naprej. Te pa še nisem slišal. Zemlja se bo stresla in bo dol pometala. Wow, to je tudi po neki varianti en zelo lep optimizem. Veš, kdaj imam goste, ki mi rečejo, mislim, sem imel goste, ki mi je rekel, pač lej, svet bo šel kurac. To je resnica. In sem bil tako, pismo, še ne mislim tako. Ne bo šel. Res ne, jaz vidim ful eno lepo zgodbo, da se zgodi. Ne vem, pač tak občutek imam, kaj naj ti rečem. Vidim, da smo lahko da bomo se zbudili z te iluzije tekmovanja, sovraštva, primerjanja, ne vem, česa vse. Sam kako se bomo zbudili tako, da se bomo pizda pogovarjali, pa opogumali, pa rekali. Ali pa se mora res nekaj hudega zgoditi, da nas prešejka, veš, sej, tako je, zmer je tako, ne boš, dokler ti je cool v tem, ne boš nič naredil. Ako enkrat nekdo potrka, magar Matilda s Hoso, a veš, v pismo, ne bi še rad šel, bom pa mogoče drugače začel živeti, Kako svoje otroke, kako njim probaš predati to filozofijo, o kateri se zdaj pogovarjava? Ta neka dobrohotnost, delanje iz ljubezni, skrb zase, biti človek. Jaz mislim, da je samo z vzorom, ker dejansko tako delamo in delujemo doma. Predvsem pa se mi zdi, da je naloga naju kot staršev, da otroke naučimo odgovornosti, pa samostojnosti. Sej na koncu sam boš moral furati skozi life, In ne moreš jih v vato zavijati, pa, pazi, te bom držal, da ne boš padel. Sesuj se, pa se pober. Jaz sem pa kleče, me rabiš, ne? Jaz sem pa kleče, me rabiš.
čist zase sprašujem zdaj, nekaj, kar sta v praksi, torej način, kako se nečesa lotite, mogoče kot familija, delala dobro oziroma delata dobro, pa bi mi lahko sporočil v zvezi z otroci. Ne rabijo te otroci toliko, kolikor ti misliš, da te rabijo. A veš, ti jim samo bodi tam, ne rint v njih, ker on bo sam do tebe prišel takrat, ko te bo rabil. Ne vem, tako gledam, niso otroci center tega sveta. Sploh ne. Kje sem pa jaz tukaj? A veš, ne moreš pozabiti na sebe. Otrok bo. Takrat boš ti tam, ko bo on to rabil. Ker boš ti vedel, ker boš čutil, da te rabi in takrat boš. Hudo. Ne vem, tako. Hvala. Ne vem. Jaz sem slišal zelo močno pa simpel. Top. Ja. A si kdaj vprašal svoje otroke, kakšen si, kako ti gre vloga očeta? Jaz mislim, da je zdaj le prezgodaj to sprašvati, da ne bom zadovoljen z odgovorom, veš. Čez 10-15 let mogoče bom to vprašal. Ja, se to. Česa si pa v prihodnosti tako želiš? Ne rabi biti povezavi z otroci, ampak česa si želiš zase? Tako? Ok, pomirjenost eno, ampak česa še? A bom lahko res bolj klasičen, da bom zdrav? Ampak to tako zelo resno rečem, a ne? Lepo, da vzaveste. To. Zato, da bom lahko čim dalj časa delal to, kar delam. Kvalitetno življenje. Ja. Zanč me je vprašal, zdaj sem imel Q&A epizodo, kjer sem na komentarje odgovarjal, od folka, in mi je en napisal, kaj si mislim o hujšanju, in da se njemu ne da, oziroma da se ne strinja s tem, da bi mogel shujšati. In mi je samo to na misel padalo, a ti hočeš shujšati ali dobro živeti. In je velika razlika, ker hujšanje samo po sebi pač nima smisla, če človek, ki je, če ne pride iz tvojega zelnika, da moraš shujšati. Če ti en reče shujši, nima pač brez veze. Pač čist brez veze. In mi je bilo zanimivo, da tudi ostale stvari, ki se jih sprašujemo, pa iščemo na svete, pa to uno gor dol tretje, globoko v sebi že nekako vemo. Tako, veš, pa ne veš, od kje veš, ampak se pizda v vsaki situaciji veš, kaj moraš narediti. Veš, kaj moraš narediti. Sam težje je narediti korak, a ne? In ena taka situacija je recimo razpolaganje svojega časa. To so tudi po moje se pogovarjali, še preden smo kamere pržgali. Ampak a veš, kaj imaš ti v koledarju nek sestank z enim tretjim človekom, Bog ne daj, da to zamudiš, to je odgovornost moja, moramo biti na voljo. Ampak, ko si daš pa v koledar, recimo trening, pa je 1 uro pred treningom, pa si tako, veš kva, mogoče bi šel raj, pizda na sestank z unim te drugim, bi bilo dobro, da bo trening že počakal. Kolikrat smo sposobni sami sebe zapostavljati, pa se pritoževati, da si ne namenimo dosti časa, kot ljudje. Ja, delamo, pač jaz sem pač v tej dejavnosti storitveni in pač jaz sem tisti, ki dajem, ampak veš, kolikrat sem jaz lačen, mi verjameš? Verjamem, ja. Kolikrat moja familija slabo je. A veš? Mislim, slabo. Pazi, a ne? Nismo familija, ki bi imeli zdaj to, ko večina ljudi misli, koliko morate vi dobro jesti. Ja, valjda, vsak dan imamo ostrige, pa kaviar, pa gose jetre, pa paštetke mažemo take in drugačne. Ne. Če se enkrat na teden usedemo vsi 4 za mizo in pojemo solato, pa pašto, pa golaš, nima veze, je to ful uspeh. A ne? Kaj si želim v prihodnosti, v to. A veš, da bi se familija večkrat sedla za mizo, da bi si res vzeli čas, demo, a ne, pojesti kosilo. Samo to kosilo mora nekdo narediti, a ne.
Kdo ga bo naredil? Valjda, to mora spet biti toliko in toliko časa v kuhinji, kar mi ni problem. Sam, ker so moje vikendi intenzivni, včasih prav nimam tako, a lahko ne kuham. Mogoče pa hči zaradi tega v kuhno hod. Ja, in jaz mislim, da ja. Jaz mislim tudi, da ja. Ker ona je začela kuhati za familijo. Ker si verjetno tudi ona tega želi. Ja. To me je pa stresalo. Lepo. A imava že čas? Ne, samo tale tišina je tako sedla zdajle. Tale tišina je tako sedla zdajle, ker je bila močna, se mi zdi. No. Na koncu pismo res je to, kar pravijo, kako hitro rastejo. Tako, pa je moja več 9 mesecev, pa še se meni, tako kar naenkrat tam stoji, pa te gleda, pa se ti reži. Še malo pa mi je začela frise pokati. Kako mora biti še lepo, pač kad dejansko kuha s tabo, stari. A se kdaj spomniš na to, mislim, kako gledaš na to? Mene ful dobro gledati, kako odraščajo otroci. Ful sem vesel za njih in ful sem vesel za njihovo puberteto, ki ni enostavna, ampak tam je in mora se zgoditi, a ne? In verjetno sva v tem trenutku najslabša starša na svetu, a ne? V njihovih očeh, a ne? Ampak mi je toliko dober, ko veš, kako postaja iz fantka fant, mladenič, ki bo, ne vem, v roku parih let zletel z gnezda, a ne? In vem, da bo, in prav je tako, ker če ne boš šel sam, boš šel z mojo pomočjo. Grdo se sliši, ampak se mi zdi, da je tako tudi prav. In imeti odnos. Meni je ena dobra prijateljica rekla, tako, ko sva bila midva še zelo mlada starša, je rekla, vidva se zdaj v tej fazi, ko imata še otročičke, zdaj se odločita, ali bosta z otrokom prijatelja do 18. leta ali po 18. letu. Pa je to dal tako misliti, jaz sem lahko najbolj cool starš na svetu in sem z otrokom tok badi, da mu vse dam, da ga razvajam, tretje, želiš si to, si ne greva tja, dajmo to. Ko bo on enkrat polnoleten, se ne bo znajdel v lifeu, a ne? In takrat boš dobival šamarje in takrat se mu bo odpeljal. Bolj, da si ti zajeban starš na začetku, do 18. leta in ga vzgojiš, pa tako ga peleš v neke prave smeri, za katere ti meniš, da je prava smer, ne? In potem, ko bo šel od doma, da se bo rad vračal nazaj. Da si prijatelj po 18. Da si prijatelj po 18. letu. Ja, ker na prvo žogo je bilo tako, pred, valjda. Ne. Ni res. Ni res. Je pa tudi, na starših je cela filozofija, kako te bo on pol videl, a ne? Čeprav mislimo, da se sam odloči, se ne, a ne. Ti mu nekako s tem, kar mu daš, predvsem tega, kar mu ne daš, a ne, mu daš popotnico za naprej. Daš mu vzorce, a ne, daš mu zgled, daš mu vse, a ne, in verjetno mu ne daš samo dobrih stvari, a ne. Verjetno mu daš tudi tako počasi polneš ruzak z nekimi travmami in težavami, ki jih bo čez 10 let meni mogoče učitelj bo rekel, fotor, kles pa zajebo. Verjetno res. Mogoče ga to veliko naučil, da je končno fotra enkrat v faco. Glih mu je mogel. Ja, pa ne, pa sej prav. Verjetno sem res zajebo, kje. A ne, glih včeraj mi je en prijatelj rekel, še dobro, da sem jaz zajebo, da ni sosed, a ne. Mislim, valjda, sem te jaz ustvaril, grdo se reče. Ne, ustvaril. Pa ja. Mislim, ja. Ne vem, pa za žensko je lažje reči, kaj je rodila. Komu bi rekel? Je naredil, ne vem. Ja, naredil. Kakorkoli, no, v glavnem, verjetno smo nek zafrknili, verjetno so tudi naši starši zafrknili in mi ta ruzak zdaj praznemo, a ne? Ampak tako je. Česa bi si želel pa tako nasplošno na svetu več? Kolektivno. Kaj misliš, da manjka? Stikov, druženja, pogledov, objemov, interakcije, skupnosti.
To, To, da se vidimo drug drugega. da se vidimo, da se slišimo. Ne samo Pa tako gledamo. iskreno. Ne A samo ne? gledamo. Ja. Ja. Enač bi ne volčič, jaz bi ti dal šanso, da še ti kaj vprašaš, če imaš kakšno vprašanje. Zeban se ni, ne Ne rabim. vem. Čak, ne me postavljati. Kaj, drugega podcasta si ti, si ti sem jaz gostitelj. malo obrnil. Rekel si, da hočeš biti gostitelj. evo ti. Ne, iz srca hvala za tale pogovor. Če dobro pomislim, sploh ne vem točno, kje vse sva bila, zdi se mi, da sva se pač ping-pongala kleno v nekem vorteksu. Meni je bilo všeč, par stvari si mi zelo povedal, ker so se me tudi dotaknile, no? Sploh to z hčerkico, da bo ona kuhala, ne? Tam je bila močna. Imam pa še eno vprašanje zate, ker če poslušaš podcast, veš, kje je, ne? Ne vem. Ne veš? Ne, ker priznam do konca čisto ono, ker že vem, da se stvari zaključujejo. Ja. Ali včasih prosti tudi zaspim. Hvala Bogu, če dobro spiš, si to rabo. Ampak je že tako mogel biti. Vprašanje je pa, če bi jutro umrl, kaj bi bilo danes tvoje sporočilo svetu? Fuck. Ne vem, izkoristi life. Izkoristi, ne vem, če bi jutro umrl, sklič vse tiste, ki jih imaš najraje na svetu, naredi eno ful dobro žurko in se v stilu poslovi od njih. Ne vem. In naredi jo tudi, če jutro ne boš umrl. Naredi jo tudi, če jutro ne boš umrl, točno tako je. Ja, prav, to je Hudo. dobro si zaključil. Hudo. Hvala ti še enkrat. No. Z največjim veseljem, res. Ja, lepo me veseli. Ja. To je to. Kat, prijatelj.